Prenova 200 let stare kraške domačije je velik zalogaj. Zato so se je novi lastniki lotili postopoma. Najprej je bila na vrsti prenova nekdanjega gospodarskega poslopja. Tako za okus, kot je povedala arhitektka Vesna Hrvatin, ki je vodila prenovo celotne domačije. Z njo se bomo pogovarjali o specifikah in čarih takšne prenove. Tale impozantna kamnita stena, stara približno 200 let, je bila glavno vodilo ali glavna slika zares zavidanja vredne prenove, ki jo bomo zdaj le spoznali. Vesna, pozdravljeni. Vi ste nekako specializirani predvsem za prenove kraških hiš. Pa me zanima, kaj je tisto, kar vas pri tem najbolj privlači? Lepo pozdravljeni. Ja, res je. Prihajam iz območja oziroma iz pokrajine, ki je prehodna med Istro in Krasom, iz istrskega kraškega roba oziroma Bržanije, in ta združuje tako eno kot drugo pokrajino. Poznam kraško arhitekturo, se z njo lahko poistovetim in v tem smislu lahko ljudem, ki se odločijo za prenove kraških domačij, lahko najbolj pomagam in jim svetujem glede prihodnjega bivanja. Najbolj me pa očara to, ko gre domačija res v prenovo. In potem, ko sledimo, na začetku dobimo čisto zanemarjene, zapuščene domačije in potem, ko se tekom prenove ji dajemo življenje in ona se v bistvu potem prebuja iz tiste zaspanosti, morda tudi več desetletne. Tako da ta del mi je resnično najbolj pri srcu in zelo uživam v tem. Zbuditi spečo lepotico, ne? Ja, lahko bi rekli, ja. In zdaj, Vesna, kako ste iz tega prej, menda veliko bolj temačnega prostora, naredili tole, v čemer sva? Možnosti pravzaprav ni bilo veliko, praktično je bilo tukaj samo eno okno in edina preostala možnost, ki nam je ostala, je bila ta, da odpremo svetlobo oziroma da prinesemo svetlobo s pete fasade oziroma s stropa. To stanovanje ima dva vrata, se pravi porton kot vhodni del, ki smo ga ohranili oziroma naredili na novo po vzoru na nekdanje, in to je tudi vhod. Ima pa tudi izhod. Ta je na cestni strani prvi, medtem ko spodnji se odpira na dvoriščno stran in je takrat, ko je bila to kašča, omogočil uvoz poljedelščin in voza sem v ta prostor in potem iznos preko lope ven na dvorišče. In ta vrata, ki grejo ven, se pravi zdaj na lopo, so bila prej polna, mi smo jih pa zasteklili in na ta način tudi pridobili neke dodatne svetlobe. Potem smo pa z umetno razsvetljavo še ustvarili mikroambiente, ki pripomorejo k temu, da lahko lastniki, bom rekla, po svojih željah in potrebah si osvetljujejo prostore. Torej, midva sva v nekdanji kašči in smo del večjega gospodarskega poslopja, če prav razumem, ne? Tako je. Smo v gospodarskem poslopju in ta je bil skupaj s stanovanjsko hišo, ki je takoj zraven nas. Ta kamnita stena je dejansko stena stanovanjske hiše, glavne hiše. Ta stavba in stanovanjska hiša sta najstarejša dela te domačije. Nahajamo se tudi v nadstropju te stavbe, pod nami je pritličje, ki je bil nekdaj tudi, bom rekla, kmetijski prostor, delno tudi že štala. Tlak, na katerem smo, je narejen na novo kot suhomontažni tlak, ki sloni na obstoječih hrastovih gredah tega spodnjega prostora, to je bila pa nekdaj kašča. Kako ste se vi lotili spoja tradicionalnega, starega, kar je moralo ostati, in vsega sodobnega? Predvsem, ko se je stavba odprla, smo želeli najprej videti, kaj nam ponuja, in ena od prvih stvari, na katero smo naleteli, je ta kamnita stena za nami. Takoj se je pokazalo, da v bistvu ponuja zelo bogato kamnito strukturo. V njej se da brati kot neka časovnica zgodovine te domačije. V njej se nahajajo tudi posamezni lesene grede, leseni elementi, ki pričajo o preobrazbah oziroma o delnih predelavah. Med drugim imamo tudi uokvirjeno sliko okno, ki je nekdaj bil prehod v nadstropje stanovanjske hiše, kasneje zazidan. Naslednji element so recimo hrastove obstoječe preklade nad oknom, ki smo jih tudi v celoti ohranili. Tudi pod temi vrati na dvoriščno stran so se ohranili določeni leseni elementi. Nove rešitve, nove arhitekturne posegi jih pa izvajamo na ta način, kot jaz temu rečem, da pustijo obstoječemu dihati. To pomeni, da naprimer tole kovinsko stopnišče se ne dotika nikjer kamnite stene,
ali pa ograje. Pri tej sinergiji obstoječega in novega pa kot arhitektka tudi se trudim zagotoviti še nek prostor, ki omogoča lastniku, da si sam potem na koncu prilagodi oziroma da svoj doprinos k končni ureditvi, ker se mi zdi to pomembno. Na ta način se ljudje lahko lažje povežejo s prostorom, ki ga ustvarjamo za njih. Naprimer, lesena zidna polica na galeriji omogoča dodatno shranjevalno površino in tudi lep razstavni prostor za čudovite lesene posode, ki jih izdeluje lastnica. Lahko omenim pa tudi dodatke iz lesa, iz hrastovega lesa, ki jih je tudi lastnica sama izdelala in so v kopalnici. Naprimer, umivalniški pult s podpultno omarico, viseča omarica. To so vse taki detajli, s katerimi lastniki potem prispevajo, da si po svoje lahko uredijo domovanje. To se mi zdi pomembno, da jim pustim to možnost. Spalna galerija se mi zdi je en prav poseben kotiček tega stanovanja, ne? Ko človek naredi par korakov po stopnicah, naredi kar wow. Tu sta si lastnika želela dobesedno spalno galerijo in potem smo razmišljali na način, kako k temu pristopiti. Se pravi, v pritličju, kjer se nahajamo, so bivalni prostori, bivalni del stanovanja, po stopnicah je pa spalni del. Tukaj gre kar za dvotretjinsko povečavo tlorisa, tako da smo bistveno povečali uporabno površino tega stanovanja. Jaz ljubim niše in me zanima, kakšna je zgodba tele niše v dnevnem prostoru. Zelo preprosta. Tako kot velikokrat se v kraških domačijah nahajajo v teh kamnitih zidovih, ki so sicer zelo debeli, 60 tudi do 80 centimetrov, se nahajajo take majhne niše, ki so jih ljudje delali prav s tem namenom, da lahko nekaj malega odložijo. Včasih so to tudi pri vhodih in to danes pomeni, bom rekla, res eno dodatno površino, tudi tako kot je v tem primeru, lepo za razstavo lepega izdelka in bistveno pripomore k toplini prostora. Kuhinja ima zelo premišljeno postavitev, ne? Ja, lahko bi rekli. Poskušali smo jo umestiti pod okno, kot spomin na kraške kuhinje, ki so v preteklosti vedno imele pod kuhinjskim oknom pomivalno korito oziroma delovno površino zaradi tega, da je gospodinja ob čim več dnevne svetlobe lahko tam delala, hkrati pa je imela ob tem delu tudi pregled, kaj se na ulici dogaja. Tako da na ta način smo to želeli tudi tukaj prikazati. Čeprav je bila to prikašča in je zdaj stanovanje, smo na ta način omogočili, da se nekako nadaljuje ta kontinuiteta. In potem je tukaj še en tak skriti bombonček in sicer terasa, do katere ste pa kako prišli malo po naključju? Ja, pravzaprav se je ponudila kar sama od sebe. Takoj po prenovi te kašče se je izvajala tudi prenova lope, ki se dotika v enem delu te stavbe in še sosednje stavbe in dejansko predstavlja en tak skozi to zasteklitev, predstavlja en izhod na ven, se pravi v zunanji prostor, ki je v zavetju in omogoča pravzaprav uživanje, eno sprostitev ob soncu, v svežem zraku, v miru. Mala terasa sredi Kobdilja. Tako je.